Takole zapuščen je bil Nokturno oktobra leta 2011. In takole zapuščen je danes. Edina razlika, vsaj na prvi pogled, je tale trak, ki obdaja naselje in ki naj bi ščitil pred nezaželenimi obiskovalci. A čas je tisti, ki ga ne ustavi nihče. Dvesto 35 stanovanj, poslovnih prostorov in več kot 500 parkirnih mest je grosupeljski gradbinec gradil v dobrem letu in pol, ko je kriza tudi v gradbeništvu že močno trkala na vrata. Podjetje GPG Engineering se je zadolžilo kar pri 5 bankah. Glavna upnica z več 10-milijonsko hipoteko je Nova Ljubljanska banka. A očitno se s prodajo Nokturna nikomur ni mudilo. Tudi stečajni upravitelj Jožef Pati si je vzel čas. Na naše telefonske klice ne odgovarja. Celo več, njegovi sodelavci so prek elektronske pošte odgovorili, da Pati ne vidi nobene potrebe ali tehtnega razloga za izjavo pred kamero. Na konkretno vprašanje dobimo nejasne odgovore. Zadržanost, ignoranca ali kaj drugega. Bolj zgovorni mimo kamere so nekateri od približno 20 lastnikov stanovanj. Gre za podizvajalce, ki so stanovanja dobili kot kompenzacijo za svoje delo. Nekateri bi 80 kvadratnih metrov veliko stanovanje oddali za 700 evrov na mesec. Drugi bi denimo poslovni prostor preprosto prodali. Ostalih 215 stanovanj še vedno čaka na datum javne dražbe. Uradnih podatkov o številu interesentov še ni. Stečajni upravitelj je predlog za dražbo podal septembra po številnih zapletih in zamudah. Zatikalo se menda z zemljiško-knjižnimi izpiski oziroma bančno hipoteko na etažni lastnini. Za celoten kompleks naj bi po tako imenovani likvidacijski vrednosti iztržili 46 milijonov evrov, vsaj 10 milijonov manj od vloženega zneska. Cena na kvadratni meter stanovanja naj bi presegala 2000 evrov, kar je manj od prvotnih 3100. A še vedno preveč tudi za morebitno prodajo koprskemu stanovanjskemu skladu, ki bi del stanovanj pred 2 letoma denimo odkupil po največ 1800 evrov in jih zatem oddal kot neprofitna. Tudi ta zamisel je padla v vodo. Izkazalo se je, da so stanovanja za potrebe sklada neprimerna. Veliko odprtih vprašanj in premalo odgovorov, ki bi pojasnili zablode pogoltnih investitorjev.